To bo za nas že drugo veliko tekmovanje v tej sezoni, samo Kajakaško zvezo, ker sredi julija smo v Tacnu gostili svetovno prvenstvo v slalomu za mladince in mlajše člane. Prihodnji teden gostimo v Sultanu evropsko prvenstvo in še v slalomu ravno tako za mladince in mlajše člane in še teden dni kasneje še evropsko prvenstvo v spustu. Zdaj lahko rečem, da smo tukaj kot zveza uskočili tako z evropskim prvenstvom v spustu, ki bi moralo biti sicer svetovno prvenstvo, ampak zaradi znanih, bom rekel, epidemioloških težav, s katerimi se srečujemo v celem svetu, ni možno bilo zagotoviti zadostne udeležbe vseh kontinentov in zaradi tega organiziramo evropsko prvenstvo. Tako da smo praktično v Sloveniji v letošnjem sezonu ni prevzeli organizacijo skoraj celotnega programa mladinskega in mlajšečlanskih kategorij na divjih vodah. Tako za nas je to velik izziv, ko smo zelo veseli, da tukaj sodelujemo z Kajak klubom Soške elektrarne in pa tudi z mestno občino Nova Gorica, tako kot s kolegi na italijanski strani, ki bodo dali še posebno noto temu prvenstvu in mi se bomo strani Kajakaške zveze Slovenije vsekakor potrudili s vsemi drugimi sodelavci pri tem prvenstvu, da bomo obe prvenstvi organizirane na primernem, se pravi visokem nivoju. Ker mislim, da smo v svetu znani kot dobri organizatorji in si želimo ta sloves ohraniti tudi naprej. In srečno. Ja, lep pozdrav tudi v imenu Kajak kluba Soške elektrarne. Dobrodošli na novinarski konferenci. Kajak klub Soške elektrarne pod pokroviteljstvom Kajak zveze Slovenije organizira kar nekaj odmevnih mednarodnih tekem redno vsako leto na tej lokaciji, ki je ena izmed redkih naravnih prog in kot taka predstavlja tudi določene čisto specifične izzive za kajakaške tekme. Bližamo se vrhuncu, to sta dve evropski prvenstvi, ki se bosta zvrstili med 18. in 28. avgustom, najprej slalom na divjih vodah, potem pa še spust za mladince in mlajše člane obeh kategorij, ženske in pa moške. To je kar velik zalogaj za Kajak klub, namreč zaradi lanskega izpada imamo letos kar dve zaporedni tekmi, kar pomeni dvojno obremenitev. Jaz verjamem, da bomo to zmogli in da bomo v sodelovanju in pa podpori Kajak zveze Slovenije, gospodu Jelencu se zahvaljujem za vso podporo, uspeli upravičiti zaupanje in bomo to tekmo speljali na najvišji ravni. Tekmovanje bo možno spremljati, tekme bo možno spremljati preko YouTube kanala, ki bo dosegljiv na naši spletni strani, pa tudi v živo iz javnih površin, ki so tukaj v okolici Kajak centra oziroma tudi iz tribun, kjer pa bo potrebno izpolnjevati PCT pogoj, ki ga bomo tudi preverjali. Tako da želimo to prvenstvo in pa to okolico, to tekmovanje čim bolj približati ljudem. Letos smo tudi z nekaj dodatnimi prijemi skušali to zadevo, rekel, v javnosti malo bolj spromovirati tudi z določenimi prijemi na socialnih mrežjih. Jaz upam, da bodo tudi naši reprezentanti pokazali oziroma dosegli lepe uspehe. Ta vikend smo izvedli izbirne tekme, neuradne rezultate oziroma to bo pokomentiral kolega trener Kodelja. Jaz bi tukaj res iskreno še enkrat pozdravil Benjamina in mu v imenu kluba zaželel iskrene čestitke za zlato medaljo. On je velik vzornik naših kajakašev, naših članov. Klub Soške elektrarne je največji kajakaški klub v Sloveniji z nad 500 člani in pa z 120 registriranimi tekmovalci, tako da so res ti uspehi velika motivacija in pa seveda ali za udeležbo na olimpijskih igrah in pa za izvrsten rezultat. Seveda pa na koncu se moram tudi zahvaliti vsem podpornikom Kajak kluba, vsem sponzorjem, predvsem generalnemu pokrovitelju Soškim elektrarnam,
in pa holdingu Slovenske elektrarne, ki tudi podpira kajakaštvo. In pa seveda gospodu podžupanu Rosiču, mestne občine Nova Gorica, ki v kajakaštvu prepoznava pomemben steber razvoja športnega turizma tukaj in temu daje tudi ustrezno težo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Mi smo imeli pred kratkim izbirne tekme ta vikend, natančno včeraj in predvčerajšnjem, v soboto in nedeljo, tako da izbirne tekme so bile predvidene za izbor selekcije, ki bo tekmovala na Evropskem prvenstvu v slalomu, spustu, tako da okvirno se pričakuje 10 članov, trenutno se ekipa še sestavlja, se čaka še potrditev direktorja reprezentanc in vodje za slaloma, ampak po neuradnih rezultatih se obeta nekje prav 10 članov, tako da bomo videli, kako bo vse skupaj potrjeno. Pol je treba že začeti navijati. Ja, čim prej. V redu. Torej držimo pesti in seveda vabljeni vsi na obe evropski prvenstvi. Moram priznati, da se čutim kot bivši športnik prav privilegiran, ko sediš zraven šampionov, ki krojijo svetovni vrh, zavedajoč se, koliko enega truda, kvalitete, odrekanja je potrebno vložiti, da prideš na ta nivo. Ampak kot športnik sem to prenesel tudi zdaj v svojstvo podžupana, namreč to okolje je zdaj prežeto z eno drznostjo, odločenostjo, tudi ambicijo, da postanemo pomemben akter na enem velikem športno-turističnem zemljevidu in umeščanje velikih športnih tekmovanj je eden od predpogojev, da nam bo to uspelo. Kot veste, smo začeli v tem letu z Giro d'Italia, nadaljevali zelo uspešno z dirko po Sloveniji, pred kratkim organizirali Aero Rally, ko smo poleteli v Beograd. V septembru nas čaka velik rally, seveda pa je v tej zgodbi, ki ima vedno zelo velike multiplikativne učinke, namreč večjo se število nočitev, zelo blagodejno zadeva vpliva na lokalno gospodarstvo. V tem kontekstu seveda vidimo tudi kajakaštvo, ki ima v našem okolju dolgo tradicijo in to tradicijo moramo spoštovati. V tem letu je bilo že kar nekaj dogodkov na Soči, na tej simbolni lokaciji, ki, bom rekel, na nek način simbolizira ta čezmejni goriški prostor. Pred nami sta pa dva izjemno pomembna dogodka, lokacirana sta v prostor, ki se vse bolj razvija. Spoštovani gosti, kot vidite, imamo tudi mi sedaj tukaj tromostovje, sicer še nekaj časa, v kratkem bo tudi v popolnosti zaživelo, si pa želimo v tem prostoru imeti za osnoven cilj doseči neko sozvočje med športom, turizmom, gostinsko ponudbo, dodatnimi atrakcijami, seveda vse v kontekstu dobrega počutja in sodelovanja z lokalnim prebivalstvom. Eden od dogodkov, ki je bil izpostavljen, se pravi spust, ima pa še posebno specifiko. Ta specifika se odraža v čezmejnosti. Verjetno smo si enotni, da Soča ne pozna nikakršnih meja, ne občinskih, ne državnih, tudi naš spust jih ne bo poznal. Simbolično bo štart v Solkanu in cilj v Pevmi v Italiji. In to nas izjemno veseli in na nek način to simbolizira tudi osnoven cilj tega širšega čezmejnega borderless prostora, ki stremi k temu, da ustvarimo skupno prihodnost, ki ne pozna nikakršnih barier, zidov, meja. Vesel sem, da s kolego Čereto šivamo somestje, to skupno prihodnost tudi na področju športa, kar se nam zdi tudi zelo pomembna komponenta znotraj Evropske prestolnice kulture. Tudi številke nočitev v juniju kažejo zelo spodbudno zgodbo, namreč prepričani smo, da velja staviti na tega konja, ki se imenuje športni turizem. Nekoč je bil ta konj celo paraden v tem okolišu in odločenost, drznost in ambicija, da se vrnem na moje uvodne besede, so v tem, da ponovno mu damo
ta pravi zagon, moč in sijaj, kot je bilo to že v preteklosti storjeno. To je z moje strani vse. Hvala. Dobar dan vsem, hvala, buongiorno, grazie per l'invito caro Simon, per me è un grande, veramente grande piacere essere qui ed essere soprattutto a supporto e aiuto agli amici del Kayak Club per questa importante manifestazione che, come diceva Simon, tu mi hai rubato un po' di pensieri, un po' di parole, però e questa è la sintesi. Effettivamente Simon ha fatto dei riferimenti per quanto riguarda lo sviluppo di questo territorio. Chiaro che facciamo sempre riferimento al 2025, la capitale cultura europea, ma io e Simon siamo molto convinti che lo sport è determinante anche verso questo cammino, il cammino che ci porterà nel 2025, ma non finirà lì, anche perché questo cammino lascerà poi per strada tante cose, ma cose positive. Abbiamo fatto insieme, o meglio, è passato il Giro d'Italia, come hai ricordato tu. Qui adesso fra pochi giorni ci sarà il campionato europeo di kayak e anzi faccio anche i complimenti agli organizzatori e a tutti quelli che stanno lavorando, perché per organizzare un evento così non è facile, questo lo sappiamo anche noi perché anche noi abbiamo delle esperienze per quanto riguarda eventi internazionali. Non è facile e le dinamiche da tenere sotto controllo sono veramente tante, perciò vi faccio veramente i miei personali complimenti, bravi, anche perché ci vuole coraggio, anche perché qui siamo sotto i riflettori di tutto il mondo, anche se sono campionati europei, ma credo che soprattutto gli appassionati di tutto il mondo avranno gli occhi puntati qui su il Kayak Center di Salcano. Detto questo, il Comune di Gorizia sin da subito si è reso disponibile ed è anche molto felice di partecipare, sebbene in forma minore, ma crediamo comunque di dare anche noi un contributo alla perfetta realizzazione di questo evento. E ci siamo e ci saremo anche in futuro, anche perché insieme a Simon abbiamo dei progetti, noi crediamo progetti importanti per questo territorio, di sviluppo, di collaborazione, di fratellanza, ma soprattutto di crescita da parte proprio di chi abita in questo territorio, perché credo che le coscienze piano piano come dire, si sveglieranno e capiranno realmente le grandi potenzialità che questo nostro territorio può esprimere, iniziando anche da un campionato europeo di kayak. Perciò complimenti, grazie ancora. Gorizia, il suo comune e io ci siamo, in bocca al lupo, non so come si dice in termini di kayak, in bocca al lupo, buon'acqua, dobra voda. Ok, grazie, hvala. Dobar dan, hvala da ste me povabili. Simon je že povedal kar nekaj besed o tem in tudi mi nekako pobral svoje misli, kaj jih delim z njim. Simon torej je govoril o razvoju območja, zlasti sedaj v luči prihodnje Evropske prestolnice kulture Nova Gorica, ki bo leta 2025. Tako jaz kot Simon sva prepričana, da je šport res zelo pomemben in da bo pomemben tudi v letu 2025 in ne samo takrat, temveč tudi še naprej. Tako kot je že tudi omenil Simon, smo organizirali oziroma so potekala tudi druga prvenstva in pomembni trenutki na obmejnem območju, to je tekmovanje, kolesarsko tekmovanje, seveda, ki je prečkalo mejo in šlo tudi po Sloveniji. In sedaj je pred nami drugi in novi pomemben trenutek, to je kajaško prvenstvo in želim čestitati vsem organizatorjem za trud, kajti vemo, kako težko je speljati tako pomembne dogodke.
Tudi mi imamo nekaj izkušenj iz tega področja in prav zaradi tega se veselimo, da lahko tudi v tej priložnosti ponovno sodelujemo. Ponovno čestitam za dogodek. In to je tudi pomemben trenutek, kajti vsi navijači širom Evrope bodo gledali na to destinacijo in na ta trenutek in zaradi tega želim osebno čestitati tudi Kajaškemu centru Solkan za organizacijo. Občina Gorica se veseli udeležbe ob tej priložnosti in tudi mi podpiramo torej organizacijo z prepričanjem, da bo postal dejansko uspešen dogodek. S Simonom torej imamo še veliko skupnih projektov, ki jih želimo speljati v prihodnje. In vsi ti projekti bodo torej prispevali k še tesnejšemu sodelovanju med dvema občinama. Mi skupaj z občino Novo Gorico se zavedamo potencijala tega čezmejnega območja in zlasti tega območja in sem prepričan, da nam bo uspelo to predstaviti tudi navzven. Mi kot Gorica in jaz osebno kot župan, seveda govorim tudi o meni vseh ostalih, vam držimo pesti in vam želimo veliko uspeha. Hvala. V bistvu, ko sem prišla domov, sem še imela polno enih obveznosti, tako da ne še prav, ampak se zavedam, kakšno moč ima za spoznavanje samega sebe in ljudi okrog tebe tak dogodek. Tudi za osebno rast, pa tudi pač rast v športu. Mislim, nekaj takega doživeti je res privilegij in sem zelo vesela, da sem bila del tega. To so vam povedali, kako zelo smo navijali za vas. Veliko navijačev res je pošiljalo dobre misli v Tokio. Kaj vam to pomeni? To mi pomeni ogromno, tudi po sporočilih na telefonu, po tekmi, vsem ljudem, ki so mi čestitali, sem bila res presenečena, da tako veliko število ljudi je spremljalo te olimpijske igre, je spremljalo mene in tudi ostale športnike in sem res počaščena. Kaj pa čez 4 leta vas lahko pričakujemo v Parizu, si tja želite, bomo navijali tudi takrat? Ja, sigurno zdaj najprej moram dokončati to sezono, čakajo me še 3 pomembne tekme, 2 svetovna pokala in svetovno prvenstvo v Bratislavi. Sigurno pa tudi malo že pogledujem naprej, si želim še vztrajati in s cilji v naslednje 3 leta. Hvala, srečno in bomo navijali še naprej. Imamo prvo malček slabo vest, ampak malo smo pa tudi veseli, da ste z nami. Radi prihajate v Solkan? Ja, vsekakor sem tudi jaz redni gost tukaj, Reke Soče, tako da mi je prijetno tukaj. Kako pa vi ste že uspeli sestaviti sliko po tem izjemnem dosežku v Tokiu? Ja, vsekakor sem uspel že to, je prišlo malo za mano in sem res vesel, da mi je uspel priveslati do zlate olimpijske medalje. Bilo je veliko truda vloženega v to vrsto let garanja in mislim, da pač želja je bila tista, ki me je vodila proti temu cilju in vložen trud in delo je pa bilo tisto, ki me je potem na koncu pripeljalo do tega velikega uspeha in res sem vesel, da mi je pač to zdaj na 3. olimpijskih igrah res uspel doseči to, kar sem si želel že mogoče od prvih olimpijskih iger, ki sem nastopil v Londonu leta 2012 in me je ta želja od takrat gnala naprej. No, glede na to, da sta pred nami 2 evropski prvenstvi za mlajše člane in mladince, lahko poveste, glede na vaše izkušnje in uspehe, kako pomembna so to vrstna tekmovanja na poti do tako pomembnih uspehov? Ja, vsekakor je to pomemben del na poti do takih uspehov in se pravi, vse te nabiranja izkušenj iz teh tekmovanj so dobrodošla, vsekakor, da jih potem mladi tekmovalci že ko so mladi, probajo čim več pridobiti in potem prenesti naprej na večja tekmovanja in lepo je, da
imamo take vrhunske pogoje, da se lahko tudi tukaj pri nas v Sloveniji organizirajo pač taka velika kajakaška tekmovanja in da si mladi lahko res nabirajo izkušnje že na teh tekmovanjih. Cilji so sigurno pokazati dobro vožnjo in narediti dober rezultat. Vse se mi je na svetovnem prvenstvu v Tasnu se mi ni šlo po željah, sem naredil par napak v polfinalu. Tako da bom probal izboljšati rezultat in bomo videli, kako se bo šlo. Ja, na tej progi treniram že 12 let naprej, tako da poznam vse valčke in vrevce. Odvisno pa, kako bo vodostajno. Upam, da bo malo višji vodostaj, se bo vse bolj tekoče in bo potrebno bolj tehnično odpeljati vse.